pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige Vzhod. Pred nami je obračun petega kroga in naše kamere so prisotne v Šmarju pri Jelšah, kjer gostuje Dravinja. Obe zasedbi zaenkrat prebivata v spodnjem delu lestvice, kjer je vse, kar se tiče točkovnega izkupička, izjemno izenačeno. Dravinjčani imajo na svojem kontu 3 točke več, zato so morda v manjši vlogi favorita. Je pa res, da so Šmarje edino zmago v sezoni in posledično edine točke vknjižili prav tukaj pred domačimi navijači, kjer igrajo bistveno bolje kot na gostovanjih, a na drugi strani so gostje letos že dokazali, da se lahko kosajo z najboljšimi, saj so premagali Rogaško in prav zaradi tega podatka na tem obračunu nosijo breme manjšega favorita. Vsekakor pa pri domačih ne bodo že pred začetkom obračuna dvignili belo zastavo v znak predaje. Zagotovo je pred nami izjemno razburljiv dvoboj, upajmo, da zanimiv do zadnjega sodnikovega žvižga. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice je Samo Veselič, njegova pomočnika Boštjan Bezjak in Nejc Borovič, delegat tekme pa je Vlado Močnik. Sedaj preletimo še obe enajsterici. Pri domačih v vratih Nejc Travnikar, v obrambi z leve proti desni Tim Travnikar, Mauher, Devčman in Kresnik. Zadnja vezista sta Gaberšek in Jančič, pred njima Fišer, Korošec in Čonč. V napadu pa tekmo pričenja Firšt. Sredine igrišča bodo krenili domači nogometaši, ki bodo ta obračun odigrali v modri športni opremi, gostje pa v belo-zeleni, medtem pa že prva priložnost za domače, izjemna hitra kombinacija domačih nogometašev, na koncu pa nekaj sreče za Dravinjčane. Že takoj na začetku so gostje dobili nekakšno opozorilo, da bodo morali ohraniti zbranost na najvišjem možnem nivoju. Pri Šmarju na klopi na svojo priložnost čakajo David Jesenko, Aleš Lampret, Andraž Korez, Uroš Mikše, Tadej Rep, Bledar Aslanaj in Gregor Čakš. Na drugi strani pri Dravinji pa prvih 11 v vratih Fink, v obrambi z leve proti desni Rožmarič, Čerenak, Napotnik, Jevšenak, zadnja vezista sta Čakš in Vidmar Brdnik, pred njima Poljanec, Kotnik in Ramšak, v napadu Žurej. Na klopi pri Dravinji na svojo priložnost čakajo Skrbinšek, Černec, Gosak, Gaber in pa Tome. Strateg gostujoče zasedbe je Peter Pevc, pri domačih pa to vlogo opravlja Milan Rkman. Prvi poskus tudi gostov po tej desni strani. Brez večje nevarnosti je bilo to za domačo obrambno vrsto, po žogo Jančič. Kresnik, krenil je Kresnik, ta je iskal Čonča, toda prehitra podaja je bila to za slednjega. V bistvu smo zaenkrat takoj v uvodnih sekundah videli že lepo priložnost Šmarja, toda nekaj sreče so v tistem primeru imeli gostujoči nogometaši, od tistega trenutka pa so pobudo prevzeli Dravinjčani. Iz avta Jevšenak, še vedno posesti Jevšenak. Jevšenak s predložkom, odkrival se je Poljanec. Poljanec vrača Čakšu. V prepovedanem položaju se je znašel napadalec domačih Firšt. Kot lahko vidimo, bodo to tisti trenutki oziroma priložnosti, katere bodo iskali domači preko hitrega prehoda iz obrambe v napad.
Jevšenak, v bloku je bil Tim Travnikar. Najvišji v skoku Mauher in to bo prvi udarec iz kota. Na tem obračunu pripadel bo gostujoči zasedbi. Na izvedbo kota pri Dravini odhaja Čakš. Čakš proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil napotnik. Še vedno napotnik v bloku Čonč. Še vedno posesti gostje, ki pa so sedaj, mislim, da lahko rečemo, povsem prevzeli pobudo. Vidmar. Vidmar. Lepo domača vrsta. Vezisti domačih bodo danes morali odigrati izjemno čvrsto v teh dvobojih. Še en met iz avta bo to za gostujočo zasedbo. Vidmar, Vidmar proti Čakšu, Čakš na levo stran, kjer ima veliko prostora Rožmarič. Rožmarič, najvišji v skoku Žurej. Pravočasno iz vrat domači vratar Ned Travnikar. Ekipi sta do sedaj pod okriljem tretje slovenske nogometne lige odigrali 6 medsebojnih tekem. Dvakrat so zmagali današnji domačini, 4krat so bili uspešnejši nogometaši Dravinje. V golih je razmerje 5:12 za Dravinčane. V vseh tekmovanjih pa sta se ekipi med seboj pomerili že kar 20krat. Dravinja je vpisala 11 zmag, 9krat so bili uspešnejši nogometaši Šmarja. Torej, zanimiv podatek je definitivno ta, da se ekipi še vsaj zaenkrat nista razšli z neodločenim rezultatom. Bomo videli, ali lahko prvi remi med tema dvema tekmecema vidimo prav danes. Nazadnje pa sta se moštvi pomerili v sezoni 2017-2018, ko govorimo seveda o uradnih preizkušnjah, ko so Dravinčani prišli do gladke in visoke zmage s 5:0. Čerenak vrača napotniku. Znova kapetan Čerenak na levo stran proti Poljancu. Poljanec s prenosom na desno stran. Toda pravočasno so se obrambo vrnili domači nogometaši, Dravinčani hitro znova do posesti. Čakš, Rožmarič. Vratar domačih Ned Travnikar vse svoje nogometaše nekako pošilja čez polovico igrišča. Najvišji v skoku je bil Firšt, toda še enkrat več hitro do posesti gostje. Nekaj prostora ima Firšt, hitro Stanan pritisnila napotnik in pa Vidmar.
Firšt je uspel že zadržati posest in na koncu prekršek nad domačim napadalcem. Prosti strel za Šmarje bo izvedel Jančič. Izbija Napotnik. Nekaj težav ima Kresnik, toda omešal se je Jančič. Vidimo, da Dravinčani hitro pritisnejo na zadnjo vrsto domačih. Ramšak. Ramšak v priložnosti se je znašel, izjemno je bilo to strani domačega vratarja, ki se je izkazal z obrambo. Strelom na vrata je poskusil Poljanec in to bo drugi udarec iz kota za Dravinjo. Še enkrat več Čakš proti oddaljenejši vratnici. Najvišji v skoku pred vrati domačih, kapetan gostov Čerenak, ki pa ni najbolje nameril pri tem strelu in izid ostaja 0:0. Še enkrat več smo videli, da Dravinčani hitro pridejo do posesti. Atraktivno Kotnik. Domači so morda imeli nekaj več prostora, toda hitro znova Dravinčani v napad. Še enkrat več pa se z obrambno reakcijo izkazal Mauher. V prepovedanem položaju so se znašli gostje in do žoge nogometaši Šmarja. Tim Travnikar znova z visoko podajo proti Firštu. Firšt vidimo, da veliko teh zračnih dvobojev dobi, toda vsaj zaenkrat pri Šmarju po dobljenem skoku ne uspejo odigrati kaj več v napadu. Poljanec. Napad se je vključil Rožmarič. Out bo na koncu pripadel domači zasedbi. Toda še enkrat več so pri Šmarju hitro zapravili posest in Dravinčani znova v miru pripravljajo svoj napad. Ramšak. Še vedno Ramšak. Žurej na desno stran proti Jevšenaku. Jevšenak vrača Vidmarju. Vidmar s podajo na drugo vratnico, kjer se je znašel Poljanec in 1:0 vodstvo gostujoče zasedbe, ki povsem zasluženo vodi, kajti v teh prvih 13 minutah so odigrali več, prikazali bolj napadalen stil nogometa. Zanimivo bo videti, ali lahko domači
pridejo do izenačenja, vsaj v teh prvih 14 minutah, razen tiste priložnosti v prvih sekundah, niso, kar se tiče napada, prikazali praktično ničesar. Čerenak mirno v vezno vrsto, na koncu prekršek gostujočega nogometaša. Zakrivil ga je številko 17 oziroma številko 14 Vidmar. Prosti strel za domače bo izvedel Jančič. Jančič na mestu Napotnik. Lepo si je žogo ustavil Kotnik, ta takoj na desno stran, kjer se je že v napad vključil Ramšak. Domači tokrat so vendarle prebrali namero gostujoče zasedbe. Napotnik še enkrat več uspešnejši od Firšta. In Dravinčani znova povsem mirno pripravljajo svoj napad, sedaj že imajo rezultat, ki ga želijo. Izbija Mauher. Prekršek gostujočih nogometašev nad Čončem. Preoster je bil Rožmarič. Opozorilo za levega bočnega nogometaša gostujoče zasedbe. Še enkrat več na prosti strel pri Šmarju odhaja Jančič. In znova v kazenskem prostoru najvišji Napotnik, ki zaenkrat brez večjih težav dobiva te dvoboje v skoku. Skok igri je izjemno kvaliteten branilec gostov. Tokrat tudi Rožmarič z dobro obrambno reakcijo prebral je namero domače ekipe. Na zadnjih 7 obračunih so nogometaši Šmarja vknjižili 5 porazov in pa 2 zmagi. Premagali so v prijateljskem obračunu Rogatec 7-3 in pa v tretjem krogu zares presenetljivo Dravograd z 1-0. Poraze pa so doživeli v pripravljalnem obdobju od današnjega nasprotnika. Dravinja je bila boljša 6-1, Rogaška 4-2. Prav tako uvod v sezono ni bil po željah domačih. Poraz proti Šampionu s 3-4. Nato medtem pa nov nevaren napad gostov. Ramšak v priložnosti, 0-2. 0-2, tokrat Ramšak, in v 18. minuti so gostje že prišli do lagodne prednosti in bomo videli, kaj lahko še storijo domači, ki zaenkrat ne izgledajo dobro oziroma so povsem razglašeni. Seveda Dravinčani bodo izkoristili vse te ponujene priložnosti. Vidimo, da ima največ težav dejansko domača vezna vrsta. Mauher s preskok igro proti Firštu, ta lepo s prsmi proti Korošcu. Fišer, v preigravanju Fišer. Izvrat
Fink. Da zaključim prejšnjo misel, seveda poraz tudi Šmarje v prejšnjem krogu, ko jih je v Prevaljah Korotan ugnal z visokih, povsem gladkih 4-0. Na drugi strani pa imamo Dravinjo, ki na zadnjih 7 obračunih 5 zmag in pa 2 poraza, medtem napaka Čerenaka, mirno Napotnik, pravočasno izvrat Fink. Dravinjčani so izgubili v bistvu na zadnjih 5 obračunih 2-krat v prvenstvu, kar je nekoliko pod pričakovanji. Seveda oba poraza sta prišla proti izjemno kvalitetnemu nasprotniku. V prejšnjem krogu so bile boljše Cirkulane z 0-2 in pa v prvem krogu Dravograd s 3-1. Premagali pa so v prijateljskih dvobojih Laško 5-0, Rače 4-0, Trebnje 4-1 in pa tudi v prvenstvu v drugem krogu boljši od Rogaške s 3-2 in pa na gostovanju v Prevaljah so ugnali domači Korotan z 2-3. Fišer na desno stran, kjer je iskal Čonča. Na koncu bo out pripadel domači ekipi. Na drugi strani se je lepo v napad vključil Fišer, toda prehitra je bila ta podaja za tega nogometaša. Zagotovo je prvotno podaja bila namenjena napadalcu Firštu. Ramšak lepo do posesti Kotnik, še vedno Kotnik, vključil se je Ramšak na drugo stran, kjer sta bila v priložnosti Žurej in pa Poljanec, ki ga je ta podaja nekoliko presenetila. Kotnik proti Ramšaku, Ramšak zadel je Mauherja in to bo tretji udarec iz kota za Dravinjo. Prvi kot danes iz leve strani za goste, znova proti oddaljenejši vratnici, žoga preletela praktično vse. Do posesti na koncu Napotnik, Čerenak spušča Kotniku, še vedno Kotnik. Poljanec pametno pušča žogo izven igrišča in to bo še četrti udarec iz kota za Dravinjo. Čakš na mestu Jančič. Jevšenak pametno na levo stran proti Rožmariču. Rožmarič, Napotnik prepušča Ramšaku. Ramšak in Tim Travnikar 1-1, na koncu uspešnejši Travnikar, toda to bo peti udarec iz kota za goste. Sedaj v teh 2 minutah v bistvu vse skupaj poteka na polovici domačih. Kotnik proti Čerenaku. Mirno Vidmar. Fink. Seveda nikamor se ne mudi
gostujočemu vratarju. Čakš. Čakš proti napotniku. Žurej, Žurej in Ramšak v dvojni podaji. Umešal se Jančič. Na desni strani se v napad vključuje Kresnik. Kresnik na desno stran proti Čonču. Čonč je pametno nastreljal gostujočega branilca in to bo udarec iz kota za Šmarje. Zbija Ramšak. Umešal se je Tim Travnikar. Hitro je prosti strel za domače izvedel Mauher. Korošec je iskal Fišerja. Pravočasno izvrat Nejc Travnikar. Prekršek Rožmariča. Preoster nad Čončem. Out bo pripadel Dravinčanom, nekaj raztrganja igra v teh trenutkih, tako na eni kot drugi strani. Kotnik na levo stran, kjer je lepo našel Rožmariča. Rožmarič je na oddaljenejši vratnici opazil Žureja. Kot vse kaže, je Mauher nekoliko nespretno zatel žogo pri tem zadnjem skoku. Seveda centralni branilec domačih bo brez večjih težav nadaljeval s tem obračunom. Korošec proti Jančiču. Šmarje so v teh minutah uspele nekako najti svoj ritem, če se lahko tako izrazim, in pretijo iz minute v minuto, prihajajo vedno više in spravljajo v težave Dravinčane. Še enkrat več Mauher najvišji, Travnikar, lepo Travnikar, še vedno Travnikar. Morda je nekoliko pretiraval s preigravanjem Travnikar, na desni strani je imel povsem samega Fišerja. Lahko tudi opazimo, da sta Čonč in Fišer zamenjala strani, morda s tem strateg domačih želi nekoliko
zmesti obrambo Dravinje. Strel z velike razdalje gostujočih nogometašev, toda brez večjih težav za vratarja Travnikarja. Mauher s podajo proti Firštu. Nespretno, Černak pravočasno iz vrat pa Fink. Če bi Korošec pravočasno videl, da kapetan gostov ni najbolje odreagiral, bi imel morda dovolj časa, da bi še pravočasno prišel do žoge in se iz oči v oči v priložnosti znašel proti vratarju Finku, ki pa je dokazal, da spremlja vse, kar se dogaja na terenu in onemogočil večjo nevarnost pred svojimi vrati. Čakš in Poljanec v dvojni podaji. Poljanec je želel izsiliti prekršek in sedaj bo zaradi ugovarjanja prijel rumeni karton. Seveda glavni sodnik Samo Veselič ne bo dopustil, da igralci kažejo preveliko nestrinjanje z njegovimi odločitvami. Znova najvišji v skoku Firšt, lepo Fišer. Fišer na levo stran, kjer je lepo našel Čonča, toda ta ni najbolje odreagiral v tej priložnosti, seveda tudi ni to lahek položaj za napadalca, a vendarle druga priložnost za domače na tem obračunu. Po tistih uvodnih sekundah so znova nekako nakazali, da pa se morda lahko vrnejo po tem zaostanku. Gostje so po dveh zadetkih nekoliko zaspali. Krenil je Korošec s povratno podajo proti Čonču. Ramšak, Žurej in Ramšak v dvojni podaji, ta je takoj želel prenesti žogo na levo stran, a neuspešen je bil pri tej podaji nogometaš Dravinje. Jevšenak in Čonč v dvoboju, Čonč najvišji Fink. Napako je storil Rožmarič, vidimo, da zbranost v gostujočih vrstah nekoliko popušča v teh zadnjih minutah. Vidmar. Poljanec vrača Rožmariču. Še enkrat več hitro do posesti Šmarje. V tej drugi polovici prvega polčasa pa domači prevzemajo pobudo. Seveda želijo priti vsaj do znižanja rezultata. Manjša napaka Nejca Travnikarja. Ramšak. Mirno Mauher. Prekršek je storil številko 17, Kotnik, in prejel rumeni karton. Drugi rumeni karton v gostujočih vrstah.
Jančič je videl utekajočega Devčmana, toda prehitra podaja za kapetana domačih. Čakš takoj na levo stran proti Poljancu. Poljanec v dvoboju s Kresnikom. Tim Travnikar je tokrat bolje ocenil let te žoge od gostujočega napadalca. Kot vse kaže, bo za celotno situacijo Jelšenak prejel zgolj opozorilo strani glavnega sodnika. Seveda Jelšenak je takoj vedel, da njegova reakcija ni bila na mestu. Jančič proti Fišerju. Pravočasno izvrat Fink. Fink je zaenkrat v teh visokih podajah domačih v kazenski prostor po večini brez večjega dela. Korošec in Čerenak v dvoboju. Čerenak mirno, izkušeno razrešuje to situacijo. Tokrat je žogo v avt izbil Jelšenak. Bomo videli, ali lahko domači v teh zadnjih 10 minutah prvega polčasa pridejo vsaj do znižanja rezultata. To je bil dober predložek, toda še enkrat več je bil nekoliko prekratek Fišer. Umešal se Jančič. Čonč. Lepo Čonč proti Fišerju, ki pa se še enkrat več ni najbolje znašel. In še ena pol priložnost je splavala po vodi strani domače zasedbe. Dravinčani pa v tem drugem delu prvega polčasa povsem razglašeni. Nekako so se zadovoljili s to prednostjo 0:2 in kaj lahko bi jih to drago stalo, toda domači so v zaključkih akcij vsaj zaenkrat nezbrani. Firšt, Jančič, še vedno Jančič, tokrat je znova iskal na desni strani Fišerja. Tokrat do žoge ta nogometaš, Fišer, še ena napaka Fišerja. Žurej, toda v prepovedanem položaju se je znašel gostujoči napadalec. Devčman na desno stran proti Kresniku. Gaberšek in Fišer, na koncu prekršek nad Fišerjem in to bo prosti strel za Šmarje. Ali lahko nevarne zapretijo iz tega standardnega položaja nogometaši v modrem.
Še enkrat več bo prosti strel izvedel Jančič. Jančič, najvišji je bil Devčman, toda v prepovedanem položaju eden izmed domačih nogometašev in izid ostaja 0:2. Ob tem istem terminu kot tale naš dvoboj so se pričeli še 4 obračuni v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Bistrica, ki zaenkrat še ne pozna poraza, se v 5. krogu meri proti prevaljskemu Korotanu, ki si je v prejšnjem krogu zmago prav proti Šmarjam vrnil na zmagovita pota. Bistričani pa vsaj zaenkrat kažejo izjemne predstave in so še edina ekipa, ki v tej sezoni ni oddala niti ene same točke. A ne glede na vse, vsi vemo, da je prevaljski velikan ne glede na stanje na lestvici vedno znova neugoden nasprotnik. Dravograd po 2 bolečih porazih odhaja na gostovanje v Zreče oziroma seveda je odšel na gostovanje v Zreče. Primaren cilj zelenih s Koroške pa je povratek med drugo slovensko nogometno ligo, a zakaj takšnega bodo morali čim prej pobegniti iz brezna, v katerem so se znašli, in seveda želijo si po 2 slabših predstavah se želijo vrniti na zmagovita pota. Zakaj takšnega bodo potrebovali predstavo na dosti višjem nivoju. Spopad ekipi spodnjega dela lestvice spremljamo v Dobrovcih, kjer domači gostijo Videm. Nogometaši iz Dravskega Polja so na vseh 4 obračunih doživeli gladke poraze in kot vse kaže, je pred njimi misija nemogoče glede obstanka med tretjeligaško konkurenco. Nogometaši iz Vidma pa si želijo zgornjega dela lestvice, a zakaj takšnega bodo morali na obračunih proti vsaj na papirju lažjim nasprotnikom redno zmagovati in nabirati točke. Rogaška, ki si tako kot Dravograd jasno želi ekspresnega povratka v drugo slovensko nogometno ligo, pred svojo publiko gosti celjski Šampion. Gostje imajo vsaj zaenkrat veliko težav z ekipami, ki igrajo hiter stil nogometa in premorejo veliko posamične kvalitete, zato bo medtem pa nova priložnost za goste. V njej se je znašel Poljanec brez prekrška. Zanimiva odločitev glavnega sodnika. Tukaj z mojega komentatorskega mesta je izgledalo to, kot da bi vsekakor lahko dosodil najstrožjo kazen. Kresnik je za dres povlekel Poljanca, toda sodnik je ocenil, da je to vse skupaj vendarle premalo za najstrožjo kazen. Da zaključim prejšnjo misel, kot rečeno, Rogaška gosti Šampion in na kratko seveda vse razen zmaga Rogaške bo presenečenje na tem dvoboju. Jutri pa se bo odigrala zadnja tekma tega 5. kroga tretje slovenske nogometne lige Vzhod. Cirkulane, ki svojo borbenost in željo po dokazovanju zaenkrat nekoliko presenetljivo bivajo tik pod vrhom prvenstvene lestvice. Medtem je posest v vezni vrsti z gostujoče strani zapravil Vidmar, toda Gaberšek nenatančen z velike razdalje. Cirkulane pa jutri v boj za nove točke proti Podvincem. Medtem tudi prva zamenjava na današnjem obračunu. Iz igre odhaja številko 7, centralni branilec pri domačih Mauher, v igro pa številko 14, Tadej Rep. Kot vse kaže, je Mauher v enem izmed prejšnjih dvobojev staknil to poškodbo, prejel neugoden udarec. Da nekako vendarle zaključim prejšnjo misel, kot vse kaže, mi nogometaši ene in druge ekipe ne dopustijo, kajti spremljamo kar visok tempo v zaključku tega prvega polčasa. Rep na desno stran proti Kresniku.
nekaj manjše taktične spremembe oziroma spremembe položaja na igralnih mestih je prinesla ta menjava. Gabršek številko 6 se je preselil na položaj Maucherja, Rep pa na položaj zadnjega vezista, medtem je bilo nevarno pred gostujočimi vrati, izkazal se je Fink. Tim Travnikar ni najbolje odreagiral, toda Gabršek z dobro reakcijo. Poljanec, obramba Nejca Travnikarja, ki tako svojo ekipo ohranja med živimi za drugi polčas. Rep je iskal Fišerja. Povsem se je igra razživela v zaključku prvega dela. Poljanec, Žurej, toda v prepovedanem položaju napadalec Dravinje. Da se znova nekoliko dotaknemo obračuna, ki se bo odvijal jutri v Cirkulanah, ki gostijo Podvince. Seveda od Podvincev smo nekako pričakovali več v začetku letošnje sezone in glavno vprašanje, ki se nam pojavi v glavi v pogledu na ta dvoboj, je, ali lahko Cirkulane še enkrat več svojo dobro taktično postavitvijo slavijo in se veselijo novih 3 točk na domačem terenu, kjer so zaenkrat pri 100% izkupičku. Ramšak je lepo našel Žureja, toda kakšna obramba je bila to Nejca Travnikarja, ki je s to zares izjemno parado svojo ekipo ohranil pri življenju. Glavni sodnik pa je medtem odpiskal konec tega prvega polčasa. Na odmor gosti odhajajo s prednostjo 0-2. Mislim, da na prikazano lahko vseeno rečemo zasluženo vodstvo gostov, ki so imeli še nekaj zrelih priložnosti, a tudi domači so imeli kar nekaj nevarnih situacij za zadetek, predvsem Fišer, ki se ni najbolje znašel v zaključku akcij. Z moje strani je bilo to za ta prvi polčas vse. Hvala za vašo pozornost in seveda vljudno vabljeni k pogledu tudi drugega dela.